Pozdravljeni. Visoka masa bolidov Formule 1 je tista kritika, ki je najbolj pogosta med ljubitelji tega športa. A danes bomo morda videli, da pravzaprav poti nazaj ni več. Vsi mi navdušenci smo se že znašli pred dilemo, ki je vezana na sorazmerno visoko maso bolidov Formule 1. In verjetno vsakdo izmed nas je zasledil tisto statistiko, ki nam lepo kaže, kako v zadnjem obdobju je ta sunkovito narasla. V sezoni 2023 je minimalna predpisana masa bolida Formule 1 798 kg. In še ta je bila zvišana, ker v lanski sezoni določene ekipe niso bile sposobne doseči tega minimuma. A pravzaprav mnogi navdušenci bi si želeli nekako vrnitve v preteklost, ko so bolidi imeli tam okrog 600 kg. Pravzaprav mi, navdušenci, se ne zavedamo, kam ta pot pelje. Tudi predsednik FIE Bin Sulayem je dejal, da v prihodnosti bo treba vse sile usmeriti v to, da se bo masa bolidov Formule 1 znižala. Ampak že danes lahko vidimo pravzaprav, kaj bi pri tem dosegli. Namreč, kolikor hočemo znižati maso, moramo iz bolida Formule 1 odstraniti določeno količino materiala. In to po svoje lahko pomeni tudi manj sofisticirane bolide. In če tako razmišljamo, lahko pridemo kaj hitro do spoznanja, da bi v Formuli 1 lahko naredili podoben korak nazaj, kot smo ga videli v sezonah 53 in 52, ko so za svetovno prvenstvo Formule 1 tekmovali z bolidi Formule 2. In sedaj že marsikdo me rahlo pisano gleda, ker sem si upal predlagati nekaj takega. Seveda, bolidi Formule 2 niso tako sofisticirani kot oni, ki jih gledamo v svetovnem prvenstvu Formule 1. In pravzaprav nimajo tolikšne moči, čeprav marsikatera podobnost je več kot očitna. A konec koncev se moramo zavedati dejstva. Sodobni bolidi Formule 2 imajo maso 755 kg, kar zopet pomeni, da ne bi dosegli praktično nič. Če bi želeli imeti maso, ki je približno enaka našim željam, bi morali napraviti še en korak nazaj, do Formule 3. Ta ima maso 550 kg. In seveda, sedaj se lahko začnemo spraševati, kako zanimivo bi bilo prvenstvo, v katerem bi nastopali Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc, Fernando Alonso z bolidi Formule 3. Kajti ne smemo pozabiti na to, da zahteve, ki so danes v Formuli 1, so bistveno drugačne od onih, ki smo jih videli pred desetletji. In govorimo o varnostnih zahtevah. Verjamem, mnogi izmed vas se spomnijo, kako lepi so bili bolidi v 90. letih prejšnjega stoletja. Benetton B195. Njegova masa je bila takrat 515 kg. Seveda, to so dosegli tudi zaradi tega, ker takrat je bilo potrebno dolivati gorivo, manjši rezervoar, kar je pomenilo zopet manj materijala in nižja masa. A zavedamo se lahko, da tudi v nadaljnjih sezonah je prišlo do rahlega porasta. V sezoni 2008 McLaren MP4 skozi 23 je tehtal 605 kg.
in zopet bolid, ki je marsikomu izmed vas všeč, a za današnji čas, za današnje varnostne standarde, popolnoma neprimeren. Mnogi navdušenci Formule 1 imajo marsikatero pikro zapovedati tudi čez dimenzije samih bolidov. Ti so, po mnenju nekaterih, predolgi. Niso dovolj okretni in na nekaterih progah, ko so praktično na vrsti ulične dirke, je prehitevanje skorajda nemogoče. V sezoni 2016 so bili bolidi manjši kot tisti, ki smo jih videli v nadaljnjih sezonah. Ampak nekdo se je spomnil, da bi bili bolidi Formule 1 videti bistveno bolje, če bi zadnji par pnevmatik malce razširili. In tudi ta čisto optična izbira je pripomogla k temu, da so bolidi iz sezone v sezono postali širši in tudi malce daljši. Verjamem, bolidi s širšim parom pnevmatik so bili bistveno bolj konkurenčni tudi v zavojih, ampak vseeno, če želimo imeti nižjo maso, moramo odstraniti material in nekje je treba začeti. A dvomim, da bi si mi, navdušenci, želeli, da bi se varnostni standardi v Formuli 1 znižali. Spomnimo se samo Mika Schumacherja v sezoni 2022 in njegovega trka v Monaku. Vkolikor bolidi ne bi bili tako varni, vkolikor bi Mik imel na voljo bolid svojega očeta iz leta 95, menite, da bi jo tako poceni odnesel? Ste prepričani, da bi le odkorakal iz uničene šasije ter se pridružil svoji ekipi v garažah? Seveda, prej sem vam pokazal bolid Michaela Schumacherja iz leta 95 in ta je tehtal bistveno manj, skorajda 300 kilogramov manj. Ampak konec koncev bil je počasnejši in bistveno manj varen. Verjamem, vsi mi bi radi, da bi bile dirke Formule 1 takšne, kot so bile nekoč. A konec koncev zavedati se moramo nekega dejstva, da preteklost je za nami. Sedanjost tu je tista, ki marsikomu ni všeč. A prihodnost, ki se nahaja pred nami, zagotovo ne bo posnemalo tistega, kar se je nekoč zgodilo. Kot sem že povedal, dvomim, da bi komu bilo všeč to, da bi bilo svetovno prvenstvo Formule 1 odpeljano z bolidi Formule 3. A to danes je edina možnost, da bi lahko gledali bolide, ki bi tehtali tam okrog 600 kilogramov. A verjamem, da marsikdo, ki ima danes toliko za povedati okrog mase sodobnih bolidov, bi takrat zgrožen kričal, da to sploh ni Formula 1. In imel bi prav, bila bi Formula 3. A konec koncev, marsikdaj moramo biti izjemno pozorni na tisto, kar si želimo. Namreč naše želje se lahko uresničijo, vsaj tako pravi star kitajski pregovor. Za danes, za to razmišljanje je pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.